A kaj drugače je menopauza? Menopauza je zadnja menstruacija v življenju ženske. In seveda njo določimo retrogradno. Retrogradno, se pravi, če je pacientka imela menstruacijo 15. januarja 2024 in če nima menstruacije do 15. januarja 2025, potem lahko rečemo, da je ona v menopauzi od januarja 2024. Torej eno leto. Eno leto mora preteči, ja, da bi lahko rekli, da je pacientka v menopauzi. Približno pri kateri starosti to se pojavi? V Sloveniji je povprečna starost, ko pacientka pride v menopauzo, 52 let. Mi smo delali raziskave 90, 2000 in 2010. Leta 90 so pacientke prihajale v menopauzo v Sloveniji stare 47 let. Leta 2010, to se pravi, to je 20 let, so pacientke prihajale v menopauzo stare 52 let. To pomeni, in smo se približali evropskim standardom, kar pomeni, da se je v 20 letih standard v Sloveniji toliko popravil, da so pacientke toliko napredovale, da so prenehale kaditi, da so bolj telesno aktivne in tako naprej, da se je ta menopauza v bistvu podaljšala. Torej pozneje pojavila. Torej na pojavo menopauze vplivajo in naše navade, take kot kajenje, prekomerna teža ali ne? Na menopauzo vsekakor vpliva kajenje, vpliva tudi genetika, stres, in jasno, toliko telesna teža ne. Namreč debele ženske, ko pridejo v menopauzo, imajo več estrogena, zato ker se iz moških spolnih hormonov sintetizira v maščobnem tkivu estrogen. In te pacientke dejansko so manj dovzetne za recimo osteoporozo, bolj so dovzetne za kakšne spremembe na maternični sluznici, vključno tudi z rakastimi, zaradi povečane koncentracije estrogena. To se pravi, močnejše ženske, ki imajo več mišične mase in več maščobnega tkiva, imajo več estrogena tudi v pomenopauzi. Suhe ženske pa obratno, one imajo manj estrogena, imajo več možnosti za nastanek osteoporoze in tudi take pacientke seveda lahko prej pridejo v menopauzo kakor debelejše. Ampak kajenje je sigurno eden od ključnih dejavnikov tveganja za to, da bi pacientka prišla prej v menopauzo. Nikoli nisem mislila. Ja. Kakšne drugačne simptome menopauze, razen tega, da eno leto ženska nima menstruacije? Glejte, v glavnem so tako imenovani vegetativni simptomi. Zaradi pomanjkanja estrogena pacientka ima vročinske navale, nočno potenje, potem prihaja do nespečnosti, do čustvene nestabilnosti. Enkrat je depresivna, jokava, drugič je agresivna. Potem so seveda problemi z jasno inkontinenčnimi težavami, ki se pojavijo ravno v tem obdobju. Problemi s urogenitalno atrofijo, to se pravi, da se zaradi pomanjkanja estrogena spremeni ekosistem v nožnici. Nožnica postaja suha, nožnica postaja zaradi tega bolj občutljiva, srbeča, pekoča in seveda prihaja do tako imenovanih atrofičnih vnetij. V nožnici je vedno pH mora biti kisel, med 3,4 in 4,2. Če seveda se poruši ta ekosistem, potem vse skupaj gre v alkalno območje in prihaja do vnetja. Zaradi pomanjkanja hormona estrogena se stvara manj mlečno-kiselinskih bakterij, ki ohranjajo to kislo območje v nožnici in to seveda pripelje do atrofičnega vnetja. To se pravi, pacientka pride zaradi težav in jasno v tem momentu je treba ugotoviti, da to ni vnetje, kjer je ona se nekje okužila, glivično vnetje, bakterijsko, ampak da je to vnetje zaradi atrofije sluznice. In ga je treba zdraviti ne z antibiotiki ali pa z antimikotiki,
ampak ga je treba zdraviti z lokalno hormonsko estrogensko terapijo. Ja. To so nekako glavni simptomi. Seveda, potem so jasno upad libida, spolne sled. Zakaj upad libida? Zato, ker se tudi poleg estrogena in progesterona, ki sta dva poglavita hormona, ki jih izločajo jajčniki, imamo še tretji hormon, to je testosteron. To je sicer moški spolni hormon, ki ga tudi izločajo jajčniki. In če nimamo dovolj testosterona, potem prihaja do zmanjšanja libida, do čustvene nestabilnosti in do zmanjšanja mišične moči. Pride pacientka in reče, veste kaj, gospod zdravnik, jaz sem bila toliko preaktivna, toliko sem imela energije, zdaj pa več energije nimam sploh. Sploh več ne morem delati tako, kot sem delala, utrujena sem hitro in tako naprej. To so vse simptomi, ki jih prinese menopavza zraven. Marsikatera misli, da menopavza, seveda menopavza je tudi povzročitelj povišanja telesne teže. Zakaj? Zato, ker se je spremenil metabolizem. Metabolizem se je upočasnil. Vsi ti hormoni, ki so nastali, ki smo jih imeli, so nam omogočali večje izgorevanje in porabo energije. Ko tega enkrat ni več, potem se seveda zgodba obrne in se začne nabiranje in kopičenje maščobnega tkiva. Seveda, tem tudi je zraven, da bi se pacientka redila, pa mogoče to niti ni vedela takrat, je tudi inzulinska rezistenca. Vi veste, da se v poznejših letih pojavlja sladkorna bolezen tipa 2. Poglaviti vzrok za sladkorno bolezen tipa 2 je inzulinska rezistenca. To pomeni, da so naša tkiva neodzivna na hormon inzulin, ki ga izloča rep slinavke. In zaradi tega, ker celice ne dobijo dovolj sladkorja, ampak sladkor ostane v krvi, se naš organizem boji in ves ta sladkor takoj pohranja v maščobno tkivo. Zato se mi redimo. Ja. To je zadeva, ki je povezana z inzulinsko rezistenco. Vse to skupaj seveda pripelja, to, kar sem zdaj povedal, so neke rane posledice menopavze. Imamo tudi pozne posledice menopavze. To so poglavito osteoporoza in aterosklerotske spremembe na ožilju. Namreč, ko je ženska v rodnem obdobju, estrogen ščiti njen lipidni profil. Vi veste, da imamo holesterol dobri in slabi. Dobar je holesterol nizke gostote, oziroma slab je holesterol nizke gostote, a dobar je holesterol visoke gostote. Ta odnos, ta dva holesterola, je vedno na strani dobrega holesterola, ki žensko ščiti pred aterosklerozo. In zato boste vi zelo redko doživeli, da je neka ženska pred menopavzo doživela srčni infarkt ali možgansko kap. Za razliko od moškega, ki nima tega, kar ga ščiti. Tega momenta, ko ženska pride v menopavzo, se ta sistem obrne. In se ona tam nekje do 60. 65. leta v aterosklerotskih spremembah na ožilju izenači z moškim. Zato je pomembno, da se, kadar nastopi menopavza, pacientka hormonski substituira in za hormonsko terapijo ohrani taj odnos lipidnega profila, ki je bil v času njenega rodnega obdobja. Ja? To je ena stvar in seveda jasno v poznejših letih je tudi seveda senilna demenca. Demenca je seveda marsikaj vpliva na to, ali eden od vzrokov je tudi menopavza in aterosklerotske spremembe, ki so tudi v ožilju, v možganih, ki spremeni kognitivne funkcije in seveda pripelje do hitrejšega razvoja demence. Karkoli vas vprašam, tako temeljito odgovarjate in tako občutek imam, da sem nekje na simpozijumu zdaj.
Vprašanje glede hormonov, nekje sem slišala, seveda nisem zdravnica, glede hormonov, da če jih jemlješ, potem pa lahko rediš. Ali je to resnica ali ne? Ne. Hormoni, če se jih jemlje seveda pravilno in na pravilen način, sami po sebi niso vzrok, da bi se redil. Tako kot sem rekel, to, da bi se redili, so neki drugi vzroki. Vi imate pacientke, ki jemljajo hormone, pa se nikoli ne zredijo, zato ker živijo drugačno življenje, imajo drugačen metabolizem. Če pa, tako kot sem rekel, če imate problem s inzulinsko rezistenco, če ste skloni, da se redite tudi v preteklosti, boste seveda, ko pridete v menopavzo, se začela rediti. Hormoni so pa samo izgovor, da se redimo, pa onda pacijentka neha imati hormone, ker misli, da se od tega. To je ista stvar, kot kar pacijentke nekatere misle, da so se zredile, ko jemljajo hormonalno kontracepcijo. Možno je, da se neke stvari spremenijo v tem metabolizmu pri uporabi hormonalne kontracepcije, ampak vi imate številne pacijentke, ki jemljajo hormonalno kontracepcijo, pa se ne zredijo. Zlasti danes imamo take hormonalne preparate, ki imajo progesteronski del, ki odvaja odvečno tekočino iz telesa, ne? In na ta način se izgublja telesna teža. Tako da tudi to je eden od možnosti, zaradi česa se pacijentka redi, ne? Ker se voda navlači v organizmu. In pri menopavzi, kako si pomagamo odpraviti simptome? Na različne načine. Torej, jaz sem vedno zagovornik hormonskega zdravljenja, zato ker nam hormoni pomagajo, brez hormona težko živimo. Hormoni nam pomagajo odpraviti marsikateri simptom, ki nastaja. In danes mi smo imeli, jaz sem na enem kongresu pred 14 leti pokazal, da je zgodba o hormonskem zdravljenju zgodba o bipolarni motnji. Ja, zakaj? Zato, ker od leta 1964, ko je en Američan Robert Wilson napisal knjigo Ženska za vedno in so se začeli uporabljati samo estrogenska zdravila, ki je obnorel kompletno zahodno obalo Združenih držav Amerike, so dajali samo estrogen. In ta estrogen je seveda pomagal, ampak on je bil neoponiran, on ni imel kontrahormon, to je progesteron, ki varuje sluznico. In potem najprej smo imeli manično situacijo, ne, da se pravi, da smo bili vsi ekscitirani, navdušeni, potem so se začele težave zaradi uporabe čistega estrogena pri pacientki, ki je imela maternico, in začele so se spremembe, krvavitve in rakaste spremembe na maternični sluznici in seveda došlo do depresije, nehalo se imati hormone, dokler niso ugotovili, da je treba dati progesteron. Potem so dali progesteron, super, opet vsi smo bili navdušeni, krasno, divota, študije so bile, prve epidemiološke študije, observacijske tako imenovane, kjer so pokazali, da tisti, ki jemljajo hormone, živijo boljše kot tisti, ki ne jemljajo, da imajo številne koristne učinke, kot sem vam jih zdajle povedal, na srce in ožilje, na kosti, na kognitivne funkcije, na urinarne zadeve oziroma urogenitalne. In seveda te zadeve so pripeljale do tega, da so pacientke ponovno začele imeti hormonsko terapijo. Potem so seveda nekateri strokovnjaki rekli, ja, veste, to so observacijske študije, nimamo kontrolne skupine, ne? Mi moramo imeti kontrolne skupine. In potem so začeli delati randomizirane študije in je leta 2002 prekinjena velika, največja prospektivna randomizirana sa placebom kontrolirana študija, kjer so ugotovili, da hormonska terapija poveča incidenco raka na dojki, da poveča incidenco tromboemboličkih zapletov, možganske kapi in da edino, kar je dobro, je pri osteoporozi. In potem so
rekli, zdaj pa to več ne smemo imati. Spet smo prišli v depresijo. Ne? Da bi potem ugotovili, da ta študija ni bila dobro izpeljana, da so se dajali hormoni, ameriška varianta, ki se da konjugirani konjski estrogen, ki ga mi v Evropi nismo nikoli oziroma zelo redko uporabljali, in da so se davali sintetični, to se pravi umetno narejeni progesteroni. In seveda potem smo spet delali študije in so prišli do tega, da ta študija ni bila dobro speljana in so nove študije pokazali, da če dajemo naravne hormone, tako estrogen kot progesteron, zlasti če dajemo preko kože, da se izognemo prvem prehodu skozi jetra, ker če vi tableto zaužijete in ona gre skozi jetra, ona vpliva na sistem za uravnavanje krvnega pritiska, na sistem za uravnavanje lipidnega profila in na sistem za starjevanje krvi. To se pravi, če se izognemo prvem prehodu skozi jetra, imamo direktan vhod zdravila v cirkulacijo in na ta način je bistveno manj stranskih učinkov in tudi se izognemo povečanju incidenc raka na dojki, aterosklerotskim spremembam, zlasti če začnemo dovolj zgodaj jemati hormone. To se pravi, mi smo včasih dali hormone kadarkoli. Prišla je ženska 60 let stara, ki je bila 15 let od menopavze, pa smo ji dali hormone. Takrat so že nastopile aterosklerotske spremembe in takrat, če damo hormon, on slabše deluje, kot če ga ne bi dali. Za razliko od hormona, ki ga dajemo, ko so še krvne žile v redu, to se pravi na začetku, ko ženska ostane brez menzesa, ko ima klimakterične težave, če takrat damo hormone, lahko jemljemo hormone praktički do konca življenja. Sa dobrim učinkom. To se pravi, da je benefit bistveno večji od tveganja. To je ključna zgodba. Ne? No, tako da je hormonska terapija absolutno še vedno na prvem mestu. Jasno, da obstajajo tudi neke druge terapije. Naravno zdravljenje, z tako imenovani fitoestrogeni, to se pravi estrogeni biljnega izvora. Če sem prav razumela, za to, da pomagamo pri menopavzi, lahko uporabimo hormoni zaželeno rastlinskega izvora. Ja, glejte, takrat, ko so prišli ta preplah zaradi uporabe hormonske terapije in nekih njegovih stranskih in slabih učinkov na zdravje ženske, so se seveda razbohotili razni rastlinskih preparati. Vendar študije so pokazale, da po 6 mesecih jemanja te terapije je učinek enakovreden placebo učinku. To se pravi, če jaz vama rečem, da vam bo to pomagalo, ne, vi boste se boljše počutili, ker je to placebo učinek. Ampak ta placebo učinek izveni od 3 do 6 mesecev. In to so študije pokazale. Tako da danes najnovejše smernice, ki ga je izdala Ameriško združenje za menopavzalno medicino, praktično pravijo, da vsa ta terapija, ki smo jo včasih imeli, ki je rastlinskega izvora, ni opravičena, da bi se dajala na daljši rok in da bi pomagala pacientkam odpraviti njihove težave. Naravno zdravljenje. Se zveni zdravljenje. Menopavza, to je kot bolezen? Ne, menopavza ni bolezen. Menopavza je fiziološko stanje. Vendar, v čem je problem? Tam nekje na koncu druge svetovne vojne so ženske umirale ravno v nastopu v menopavzu, v povprečju, relativno mlade. In se o menopavzi sploh ni govorilo. Ampak danes ženske živijo več kot 1/3 svojega življenja v obdobju po menopavze. In ni vseeno, kako ga bodo preživele. Poleg tega poleg življenjske dobe, ki se je podaljšala, mi danes imamo povprečna življenjska doba žensk v Sloveniji med 82 in 85 let. Torej, kakovost življenja je pomembna, zato ker danes tudi ženske delajo in delajo čedalje dlje časa.
To se pravi, danes ženska pri 60 letih komaj gre v pokoj. In ona bo 10 let, če pri 50 izgubi menstruacijo, bila v menopauzi. In zadnjih 10 let svojega delovnega obdobja bo pa preživela v menopauzi, seveda, da bo imela probleme. In te probleme je treba odpraviti. Jasno, da je ključno, kaj ženska počne. Vi morate nekaj vedeti, da nimajo vse ženske iste težave. Nimajo vse ženske, ko pridejo v menopauzo, težave. 1/3 jih sploh nima, nobenih težav. Imela sem zadnjo menstruacijo in to je bilo konec. Nobenih težav. Druga skupina žensk imajo zmerne težave in 1/3 ima samo hude težave, ki terjajo absolutno hormonsko zdravljenje. In jasno, da je izjemno pomembno, da svako žensko individualno obravnavamo. Da jo dobro stestiramo, da vidimo, kje ona dela, kako dela. A veste, ni vseeno, ali vi imate eno kmetico, ki dela v naravi, ki sicer dela neka težja fizična mogoče dela, pa tudi to danes več ni tako, kot je bilo včasih, ker ima sve strojno. Ali pa imate eno menedžerko, ki ima zelo odgovorno funkcijo v enem izjemno pomembnem podjetju in je v permanentnem hurry-up sindromu in enem stresnem sindromu. Ne? In taka pacientka seveda ne more prenašati klimakterične težave menopauze. Ona mora dobiti podporo hormonsko, da to normalno gre skozi. Ne? Za razliko od neke ženske, ki je v naravi, ki je na polju, ki nekaj dela, ki jo zašvica 3-krat, 5-krat, 10-krat, pa pride domov pa se stušira, ker ni omejena časovno, ker ni omejena, da mora biti v eni skupini, da mora nastopati, da mora biti oblečena ta los, da mora biti vedno pripravljena in vedno dobre volje. To je čisto neka druga zgodba. Ne? Zato vse to treba upoštevati, preden se odločamo za terapijo. In seveda pacientki moramo razložiti, kaj ona pričakuje od te terapije in kakšni so njeni simptomi in kaj jo najbolj moti. Ne? To se pravi, poleg pregleda kompletno ginekološkega, hormonskega statusa, pregleda mamografije, je treba, vaginalnog ultrazvuka, je treba pacientku seznaniti z možnostima posamezne terapije in se potem z njo skupaj dogovoriti, zakaj se bo ona odločila. Mi dva sva že pogovarjali o bioidentičnih hormonih. Da, bioidentični hormoni so seveda naravni hormoni, ki jih izloča naše telo, naši jajčniki. Ne? In seveda tu je catch. Ne? Mi smo včasih, vse te študije, ki so delale, niso imele v svojem naboru bioidentične hormone. Ne estrogen, ne progesteron. Ta VHI študija, ki je bila delana, je imela konjugirani konjski, to se pravi estrogen, ki je dobljen iz urina brejih kobil. In sintetični progesteron. Danes to več ne uporabljamo. Danes uporabljamo izključno naravne hormone, tako imenovane bioidentične hormone. Ja, zveni boljše. Ja. Ne bi si želela čuti, da sem kot kobila. Kaj je dobro za kobilo, tudi zame je vredno. Ja. Kaj bi svetovali za ženske, ki prihajajo v obdobje menopauze? Kako lahko se pripravijo ali kdaj se odločajo za pregled pri ginekologu ali za vsaj svetovanje? Torej takole, obstaja tudi obdobje, ki se mu reče perimenopauza. To je obdobje, ki se nahaja kakšnih par let pred menopauzo in prvo leto po menopauzi. To je perimenopauza, obstaja tudi obdobje pred menopauzo, ki zapravo je od 40. leta naprej. Ko se začnejo še takrat hormonalne spremembe. Prvi problemi nastajajo zaradi anovulatornih ciklusov. To se pravi, ženska nima več ovulacije. Že po 35. letu strmo upada število zrelih foliklov za oploditev in seveda zmanjša se število ovulacij na cikl, kar pomeni, da se pojavljajo spremembe v menstruacijskem ciklusu. Se pravi, če ni ovulacije, se lahko zgodijo dve stvari.
da takrat, ko bi mogla biti ovulacija, ženska zakrvavi in dobi menzes, imamo menstruacije na 15 dni. In druga opcija, da zaradi tega, ker ni ovulacije, se prva faza ciklusa, ki traja od menstruacije do ovulacije, podaljša za nedoločen čas. Pa imate menzese na 3 meseca. To so prvi pokazatelji prihajajoče menopauze. Ja. In seveda, tu so pa, veste, še nekaj treba poudariti. Ene so pacientke že v rodnem obdobju bolj dovzetne do določenih stvari. Vi veste, da neke ženske imajo hudi PMS, to je predmenstruacijski sindrom. In zaradi tega predmenstruacijskega sindroma so one nore, pred menzesom norijo, slabe volje, glavoboli, bolečine, nespečnosti in tako naprej. Skratka, težko obvladljive v tem območju, od ovulacije do menstruacije. Takve pacientke, ki so imele v rodnem obdobju težave s PMS-om, imajo hujše klimakterične težave kot tiste, ki jih niso imele. Ja, tudi psiha je izjemno pomembna. A veste, vi imate pacientke, ženske, ki jih vsaka malenkost moti in jih vsaka malenkost vrže iz tira. In imate tiste, ki so bolj umirjene in ki drugače dojemajo življenje okrog sebe. Te tudi imajo manjše težave pri menopauzi. One čute spremembe, ampak iz tega ne delajo svetovno vprašanje. Tako da se na podlagi tega seveda tudi treba odločiti, kako in kaj. Dobro, torej pri zdravniku lahko povede, da čutim menopauzo, da nekaj se dogaja z mano in potem že si na nek način narediti načrt, kako bom s tem res soočala. Točno.